izključujejo človekovo dostojanstvo in človekovo svobodo, izključujejo pa vsakogar oziroma vsak sistem, ki to tepta. V tej zvezi je potrebno upozoriti na, bi rekel, bolečo dediščino titoizma, ki se danes bolj obnavlja kot kdajkoli poprej v naši zgodovini. Ob tem je nujno poudariti, da je titoizem kot politični in vrednostni sistem v Jugoslaviji, v kateri je bil nastavljen, obstajal v prvi fazi zaradi nasilja, v zadnji fazi pa zaradi ameriških kreditov, s katerimi je Zahod vzdrževal status quo oziroma tamponsko območje Jugoslavije med Sovjetskim imperijem in njim samim. In ko je tega zmanjkalo, se je titoizem, to je potrebno povedati, sesedil sam vase. Nobena zunanja sila ga ni premagala, noben nasprotnik se ni našel, ki bi se ga lotil, ampak je preprosto se sesedil sam vase. Utonil je v nekaj mestni inflaciji, kar vemo vsi, ki se spominjamo dogodkov iz leta 88 in 89, in potem ga je dokončno pokopal glavni nosilec, bi rekel, post-titoistične ideje, ki se je pa predstavljal pod istimi simboli, Socialistička partija Srbije in Slobodan Milošević. Vse njegove obeležja so potekala pod simbolom titoizma rdeče zvezde. Tam je inflacija doživela še nekaj ničel in potem se vse skupaj končalo na v bistvu strahotno neslaven način. Z tega stališča je obujanje ideologije titoizma, ki je bila seveda zločinska ideologija. Z tega stališča so primeri, kot so se zgodili v osnovni šoli Veliki Gabor, nesprejemljivi. Z vseh zornih kotov, z vseh stališč, z vseh zornih kotov je nesprejemljiva prezentacija Josipa Broza kot neke vrste pop ikone 20. stoletja, kakršno se danes useljuje na Gospodarskem razstavišču in na kakršno razstavo vodijo šolarje. To je nesprejemljivo. Josip Broz je bil človek, ki je vsaj Slovencem napravil ogromno hudega, ogromno slabega, ki je bil objektivno in subjektivno odgovoren za to, da je slovenski narod nazadoval v vseh ozirih v 50 letih. In inficiranje mladih ljudi, ki še nimajo sposobnosti svoje sodbe s takšno ideologijo, je nekaj, kar je sprevrženo. To niti ni napačno, ampak to je sprevrženo. Še posebej, ker je Slovenija se spreminja v nek relikt tega nesrečnega titoizma in čaščenja neke ideologije, ki je nikjer v Evropi, niti v svetu več ni. Celo v Ukrajini obračunavajo, bi rekel, nosilci totalitarnega mišljenja. Titoizem je seveda najprej totalitarno mišljenje. In mečejo kipe totalitarnih voditeljev na tla. Slovenija pod Alenko Bratušek se spreminja v neko žalostno pokrajino, niti ne toliko žalostno, kot že groteskno, kjer se časti tisto, kar ni vredno nobene misli oziroma kar mora ostati kot nek velik zgodovinski opomin mladim generacijam. Naj na koncu povem še to, kar me osebno, bi rekel, klofuta, ki sem jo dobil 10 dni, 14 dni nazaj, je prispela v moj nabiralnik na fakulteti, kjer poučujem. Podpisana je Desanka Muk, Desa Muk. Torej, jaz ne bom trdil, ona avtor tega, prosim, da se razumemo, ne bom trdil in ne trdim. Zdi se mi pa po neki neutralni intuiciji, da bi pa Desa Muk vedela, kdo bi utegnil biti avtor tega. Torej, v pismu, ki je natipkano, so najprej brezsramne žalitve, take, da jih jaz ne morem tule, ampak pismo se konča pa z pozivom oziroma s tem, da bi bilo treba mene torej ustreliti, vreči v jamo, politi s kerozinom in zažgati, da bi antraks, kužni antraks, ki ga nosim v sebi, ne okuževal drugih ljudi več v Sloveniji. Bom to pismo predal policiji, kaže pa na
kaže pa dobro na stanje, kje so človekove pravice in kje so meje človekovega dostojanstva danes, ne? In glede na to, da se to ne dogaja na tak način, ne v Avstriji, ne v Italiji, ne v Nemčiji, ne, si lahko mislimo, kako globoko je bit slovenskega naroda prizadel titoizem in kako napačno je v tem duhu vzgajati oziroma k tem duhu navajati mlade generacije.